zdaj pa v prvo vrsto, kjer se zgodi tista čarovnija, na katero računajo alfisti in jo bodo tudi dobili. Lej takole, Tonale se lahko pelje odlično, ampak pot v peku, veš, s čem je tlakovana. Skratka, moja velika želja je bila, da danes Alfa Romeo Tonale odpeljem na Vransko in da se ji tam posvetimo celoti, oziroma da vam tam povem, kaj vse sem se jaz v točno tem avtomobilu naučil. Ampak zunaj lije 850 na uro, kar pomeni, da sem se moral skriti. In zato bom vse, kar sem se naučil o točno tem avtomobilu, povedal pod streho. Zapovedati, no tega je pa precej velik. Prvič zato, ker je vsaj do zdaj zame Tonale bil popolna neznanka. Veselil sem se ga, a veš kako? Ravno zato, ker je... Tega lepo poglej. Vrš uč na te poteze. Poglej, kako vabljivo je upognjena pločevina. Pa smo že pri dizajnu, ne? Se tukaj bomo začeli, ampak dajmo najprej še osnovo. Tonale je nekaj, kar je Alfa fejst potrebovala. Namreč kompaktnega športnega terenca, ali pa dajmo reči križanca. V tem primeru gre za od oka 4,5 metra dolg avto. Tekmecev, s katerimi gre v fajt, je na nek način precej veliko, odvisno pač, kje jih pobereš, ne? Premium segment, dajmo reči Audi Q3 ali pa Q3 Sportback, pa BMW X1, mogoče celo BMW X2, pa pri Volvotu bi se tudi kaj najdel, pa mogoče bi v mix znov preleteč še kakšen Jaguar. Skratka, izbire v tem segmentu kompaktnih SUV-jev je precej. Se mi zdi, da je pomembno izpostaviti še eno dejstvo, namreč je v tesnem sorodstvenem razmerju recimo z, kaj pa sem, Jeep Compass ali pa Fiat 500X, namreč vozi ali pa ustvarjanja je bila na enaki platformi, ampak Italijani so se seveda fejst potrudili, da so vse skupaj spremenili, kar na full, no. Vse je dosti drugače. A ja, pa še to, tole poganja 1,5 litrski turbobencinar, pa in majhen pomaga tudi elektrika, pa si ne upam reči, to blagi hibrid, zato ker se predvsem takrat, ko parkiraš, voziš predvsem na štrom. Pa dobro, elektrika pomaga tudi pri speljevanju, ampak sicer se pa avto zanaša primarno na bencinski motor. Skupne moči je tam za 130 konjev, lahko izbereš pa tudi brezmogljivo izvedenko, tam jih je pa pol 160. Baterija je razmeroma majhna. Enako velja za elektromotor, ki se pravzaprav drži menjalnika. Pogon je speljan pa na sprednja kolesa. Poraba pri meni je bila 7,1, 7,2, nekaj takšnega. In to je na hitro to v tej goli osnovi, da veš, s čem imamo pravzaprav opravka. Ok, zdaj je pa čas, da se lotimo oblike, da se lotimo najprej sprednjega dela, ker tale pogled je precej izzivalen. Vidiš, maska je pravzaprav ogromna. Vstop za zrak je tukaj, mimogrede, tukaj le lufta ne gre kaj dosti noter, oziroma je pri straneh, vidiš, zafilan, ker to preprosto ni potrebno. Se veš, majhen bencinski motor toliko zraka spet ne potrebuje. Pa stopimo še zadnji, nujno ti moram pokazati zadnjo luč, namreč tale svetloben podpis je ključen pri ustvarjanju te, kako se temu reče, oblikovna prezenca. Veš, kad tole zagledaš, rečeš, aha, ok, pa veš, kako se lepo prižiga, sekvenčno. Pazi to. Le, kaj se zgodi, ko avto odkleneš? Pazi zdaj ta light show. Luštena, ne? Pa tudi, ko ga zakleneš, se zgodi podobno. Spredi pa nisem porajal. Kaj se pa tukaj zgodi? Gre tudi za sekvenčno prižiganje pa ugašanje. Daj mogo odkleniti? Se meni zdel. Dobro zgleda, ne da? Poglej, kako ti jo avto lepo nariše, ko se usedeš v kabino. A ni tole seksi? Veš, te digitalne instrumentne plošče imajo en svoj čar, lahko tudi še preden zalaufaš avto, ja, kam si pa šla? Ja, pa kolesa. Pri kolesih se moramo nujno ostaviti, ker so izjemno seksi. Pač ta Alfa klasika, ki ne bo nikoli postala ne seksi. To je... Fajn. Zdaj pa prostor, pa pejmo enkrat za foro od zadaj proti naprej, ne pa v kontrasmer, pa začnimo s kufrom. Kar boš za... Čakaj, kje že? Evo, zdaj pa prtlažnik. Kar gledaš je 500 litrski kufr, seveda se zanaša tudi na usluge dvojnega dna, kjer je mimogrede precej prostora. Dve vrečke, mimogrede danes je domača predstavitev Range Roverja Sport. Dobri materiali, lepo je obdelan, ok, zdaj je mečken usran. Všeč mi je to, da sta lučki na obeh straneh in ne samo na eni. Luknja za smučke pa podiranje dvotretinsko, vidiš? Pa seveda, ko podreješ zice, pa placa za Jurja 500 pa Jurja 550 litrov, nekaj takšnega. Ok, zdaj pa ta prva stvar, ki me je zmotila, tukaj je tipka za električno zapiranje pa odpiranje vrat in pa pritisk mora biti malo daljši, kot bi si želel. Detajl, ampak veš, kaj enkrat takole delaš, pa se nešto zgodi, pa moraš narediti takole. Come on. Veš pa, prej sem pozabil pokazati na en detajl zadka, tudi Alfa nekako uspešno z dvema kvazi odprtinama fejka izpuhe, v resnico seveda spodaj. Ok, zdaj pa vstop v drugo vrsto. Ko ti odpreš vrata,
tale del fejst ven štrli in te lahko kar malo preseneti in se moraš nanj navaditi. Poglej zdaj to. Vidiš, to je tale uhelj, ki te mimogrede lahko zadane. Veš, ko smo ljudje natrenirani, 10 dodatnih centimetrov, pa se zgodijo stvari, ki jih ne pričakuješ. Ok, zdaj pa druga vrsta, ta prva stvar, ki jo moraš vedeti, vozniški sedež je nastavljen name, pejmo noter. Kar se prostora teče, dajmo reči povprečje, nič revolucionarnega. Je res, da se malo slabš ven vid zaradi pač športne oblike karoserije, ostalo pa it's ok, tudi sedež je razmeroma mehki. Pa tudi kot odpiranja vrat ni preslab in je ta odprtina dovolj velika, da greš zlahka lahko ven pa noter, ker se mimogrede zgodi pri kakšnih avtomobilih, da ni čisto tako. Smo že srečali avto, ki je bila ta luknja malo premehna, pa še kot odpiranja ne dovolj velik, pa imaš pa kar tak čudni feeling, ki lezeš noter. Zdaj pa v prvo vrsto, kjer se zgodi tista čarovnija, na katero računajo alfisti in jo bodo tudi dobili. Kokpit, stari. Ok, tukaj imamo pa zelo veliko za predelati, ker je zelo veliko za videti, za preizkusiti, za izkusiti. Zakaj sem rekel preizkusiti, pa sem takole objel to? Saj po eni strani kar ne vem, kje bi začel. Jaz sem se v hipu dobro namestil za volanom, mimogrede volan zelo lepo sedel v roko in je tudi oblikovno izrazit. Potem imamo tukaj pod levo prečko gumb za zagon motorja. Vidiš, to je tale tipka start stop pod levo prečko, tako kot sem omenil. Pa potem digitalna instrumentna plošča, ki sem jo omenil oziroma na nek način pokazal že prej. Njeno obliko oziroma videz lahko prilagajaš s pritiskom na tale gumb. Poglej. Sprav, to je neke vrste klasičen videz. Na sredini vidiš je navigacija, potem pa prešaltamo na, dajmo reči, malo drugačnega, malo bolj športnega. Hecen je to, da grejo motorni vrtlaji, veš, v kontrasmer. Pa še tretji način oziroma tretji pogled, kjer je vse podrejeno navigacijski napravi. Desno od volana, seveda zaslon vmesnika. Veš, meni je všeč, da ni prevelik, zdi se mi razmeroma odziven, tudi grafično. Ga že precej dobro poznamo. Vsak tok časa malo zamuja, ampak ni prehudo. Tukaj imam recimo lahko ogrevan volan, pa nastaven gretje sedežev. Veš, pa fajn pri nastavljanju temperature kabine je, da se ne rabiš zanašati na tale digitalni drsnik, čeprav tudi tukaj hitro lahko nastaviš, ampak imaš na voljo dobro, staro analogno tipko, gor za toplo, dol za hladno in to je ta set stikal, na katerega se lahko zaneseš pri klimi, vidiš? Ok, zdaj gremo pa naprej. Tukaj je eno razmeroma veliko odlagališče, ki ga lahko izkoristiš tudi za brezžično polnjenje telefona. Ob njem, veš, tako lično pa zelo preprosto stikalo za upravljanje voznih programov, DNA, prav temu alfa, tale D recimo pomeni dynamic. Potem je tukaj taka razmeroma velika prestavna ročka, ki je elektronsko povezana z dvosklopčnim menjalnikom, pa potem volume gumb, ki mi je všeč, tako lepo poboža oziroma popika prstne blazince, pa cup holder, pa evo, vidiš v njem pa tale naš atmosferski obesek, na ta način lahko atmosferce podpreš, pa tudi za komotar minuto imam enega črnga. Taka cool roba, no, se mi zdi, če si zadaj nas kaj podpreš, pa da pol malo lažje vsem sestavljamo podcaste, pa te stvari. Drugač pa atmosferci.com, pa komotarminuta.com, tam zbereš zavihak trgovina in lahko naročiš. Mi gre še druge stvari, recimo take hude kapce, pa full hudijev, pa kaj imamo še, kratke majice in tako naprej, skratka robe, kolikor hočeš. Ok, pejmo nazaj na kabino, predvsem na feeling, pa na materiale, pa na sedeže. Veš, Alfa se je fejst potrudila z ambientom, s tem, kako je vse skupaj sestavljen, kakšen feeling dajejo, a si Učko že vrgel na tale del armaturne plošče, pa malo se tudi tukaj levit, vidiš na levi strani zaslona. Gre za en tak mal manj klasičen poizkus ambientalne osvetlitve, meni je všeč, feeling je ta prav. Tudi materiali v kabini so dobri, razmeroma mehki, vse skupaj je razmeroma dobro sestavljen, sedeži izgledajo odlično, pa tudi že nekaj časa nisem vozil avta z mehkejšim vzglavnikom. Ker sem glavca nazaj naslonil, sem bil kar tako, okej. To je pa fajn. Mislim, detajli po celotni kabini štimajo v nulo, tudi sedeži izredno dobro držijo, predvsem tukaj, mislim, tele opore so full čvrste. To mi je všeč. Ok, pa še en detalj, ki je meni fejst pomemben, namreč dve prestavni ročici, ki sta vpeti v volanski drog, vidiš, torej volan se premika brez njiju, kar je ključno pri športni vožnji, tudi pri Ferrariju, recimo, imajo to tako rešen, da ti vedno veš, kje je plus, pa kje je minus. Pa še ena stvar, aluminij, Alfa Romeo, hvala za ta čudovit detajl. Jaz sem si jih kar nekaj časa ogledoval, seksi 750 na uro. Pa kup drugih detajlov je, ki se derejo, Alfa Romeo, recimo ta dva velika polkroga oziroma grebena, ki nakazujeta na to, da je tukaj spodaj instrumentna plošča. Veš, to so take podrobnosti, ki ti prekličajo pol tudi preteklost, na prejšnje Alfe, na stare Alfe, na stare Ferrarije tudi, pa še kakšne take lepe, fine, hitre, zmogljive italijanske avtomobile. Feeling v kabini je zares dober. Ok, zdaj pa naprej. Zastavca.
Veš, tale italijanski Il Tricolore, kle na Sardinskem grebenu, se mi je zdel tudi posebej posrečen, seksi detalček. Sej, če ga ne bi bilo nič narobe, ampak ker pa je, pa to doda piko na i pač celotnemu ambientu tega avtomobila. Stari zunaj tako lije, pod streho sem pa še vedno ne moremo normalno posneti avta, ker bo tokenga šuma. Poslušaj zdaj to. A se lahko vse skupaj malo miri, prosim, da... Enač, tim pa tukaj povedal. Zdaj je na vrsti vozna dinamika in vse, kar je s tem povezano. 1,5 litrski turbo bencinar, vsega skupaj tam dobrih 130 konjev. Pospeški se mi ne zdijo toliko pomembni, kot se mi zdi izredno pomembno, da je celoten sklop, da vse skupaj deluje uigrano. Torej, motor povezan z dvosklopčnim menjalnikom mora delovati harmonično, če ti kot voznik želiš imeti skrajno pozitivno izkušnjo, ki jo od katerekoli alfe, pravzaprav bodimo iskreni, pričakuješ. Veš, včasih mrzdo pozab, da vozne lastnosti niso odvisne samo od fedrov pa od blažilnikov. Vse komponente, ki sodelujejo, krmiljenje, menjalnik morajo štimati, da je na koncu slika lepa. Pa začnimo recimo kar s krmiljenjem, ki je zelo neposredno, poglej, 1, 2, pa drobiš zavrtljaja od ene do druge skrajne točke. Ampak informacijsko je pa premalo povedno, premalo se s tabo pogovarja. Tega pa primanjkuje. Sploh, če imaš v nekem izhodiščnem načinu, kot jaz sem se kar navadil, da vsakič, ko sem prišel v avto, sem zagrabil to stikalo, pa sem prestavil v Dynamic. Da sem pač od tega modela dobil vsaj približno to, kar sem si želel, kar sem pričakoval. Se veš, sem zaznamovan od ene druge izkušnje. Stelvio, Giulia, Madonca, tist krmiljenje je... Veš, je hecen, če bi zdajle ob takšnem krmiljenju sedel v Fiatu 500X, bi rekel, okej, sej cool. V Alfi pa to ni dosti dober. Visoka merila so tukaj z razlogom. Zaradi zgodovine, zaradi tega, ker Alfa Romeo v svojem bistvu, v svojem srcu pravzaprav je. Ok, pejmo naprej. Dvosklopčen menjalnik je posrečen izdelek. Zdi se mi, da se mu že malo pozna, da ni najmlajši. Deluje dobro, dokler si kot voznik zelo nezahteven, oziroma pač greš po nakupih, to so une od A do B, ki ti je vse skupaj malo vse za vse. Ampak, ker si pa ti zaželiš več dinamike, ker želiš, ne vem, ker stisneš kickdown, da boš ali nekoga prehitil, ker boš začel z dinamično vožnjo, stari moj, takrat si pa ono vzame čist preveč časa, da se karkoli zgodi. Vozaš, stisneš gas, pa malo počakaš, malo ptičke pogledaš, pa on reče, a ja, se res, gremo! Are you kidding me, man? Glavno, ta odzivnost je taka, morala biti pa taka. That's it. Ok, zdaj se je tudi situacija zunaj malo merila, na vrsti je podvozje. Lej, takole, tonale se lahko pelje odlično, ampak mora biti za to izpolnjenih kar nekaj pogojev. Če je podlaga dobra, to se pravi govorimo o vzornem asfaltu, potem smer drži zelo dober. Veš, takrat jo je pravzaprav vesele peljati. Se še kar nekaj nagiba, ampak dober drži smer. Tudi lahkotna deluje, to drži. Ampak hudir pri celotni enačbi je, ker podvozje je ena stvar, unle v krogu model je pa recimo druga. Pa menjalnik tam nekje spodaj je pa tretja. In če vse omenjene komponente ne igrajo v popolni harmoniji, je polje izkušnja lahko malo osiromašena. A veš, ceste niso povsod idealne. Na grbinah, luknjah se mi je podvozje zdelo celo glasno, ampak če to odstraniš, se postaviš na perfektno cesto, ja pa boš pa fejst užival. A ja, pa ena nujna pohvala gre za voran. Stopalka sicer ful hiter prime, pa je zelo občutljiva in to mi je všeč. To me spominja na tudi kakšne bistveno hitrejše italijanske avtomobile. Ker bremzo sam pogledaš, pa ona že grab. In ko se navadaš na ta balans in ko ugotoviš, da fejst primejo, tudi takrat, ko bi kakšna začela že popuščati, je pa si vesel. Pač vidi se, da so Alfini inženirji fejst poskrbeli za to, da je zares velika razlika pri vozni dinamiki med tem, kar vidiš za mojim hrbtom, pa med Fiati, pa GP, Compass, Renegade. Ok, zdaj pa čas, da vse skupaj zaključimo, pa dajmo zaokrožiti navzgor. Ja, Alfa, končno! Vi ste ta avto fejst rabili, pa jaz upam, da ga boste tudi dobro prodajali, ker imeti takšen avto na cesti in vsake toliko časa oči nanj upret, na tale pleh, na te luči, na te boke, na ta kolesa. Italijanske linije so pač italijanske linije in to se pozna. Tukaj, v tem primeru,
je alfa v polni formi. Kabina je odlična, povprečno prostorna, ampak dobro narejena, v njej se človek dobro počuti. Predvsem dobiš tisto dozo italijanskega feelinga, ki ga zahtevaš, ko kupiš Alfa Romeo. Tega ima na pretek. Pa da ne pozabim tiste najbolj pomembne stvari, v tem trenutku sem ti na Haubu izpisal še ceno točno tega testnega avtomobila, to se pravi 1.5 hybrid speciale. Vstopnica v svet Tonaleta se pa začne pri dobrih 31 jurjih. Evo, spet je začel scati, gremo za zaključek kar v kabino. Veš se, kaj ti rečem sam še adijo, ne vem, kaj naj še dodam temu, kar sem že delil s tabo. Ja, alfa je, ne? In alfe so vedno take, da ti veliko dajo, kakšne stvari pa tudi ne. Pa se pol razvije en tak zelo poseben odnos med voznikom pa avtomobilom, ne?